Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Kulturni izziv. Tudi tokrat se bomo posvetili izzivom, ki jih imajo ustvarjalci na področju kulture. Danes se bomo posvetili teatru Magdalena, ki ga najdete v Kulturnem centru Pekarna v Mariboru. Z nami pa je Nina Šulin, kostumografka in scenografka v eni prav posebni predstavi. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Ena taka prav posebna predstava je drama, pravzaprav Viktor ali otroci na oblasti, pa predno spregovoriva o tem, poveva pravzaprav, kje točno je ta teater, namreč neka taka posebnost je tudi nenazadnje. Lahko rečemo mansarda ali pa podsrečje. Teater Magdalena je v bistvu, tako kot ste povedali, na podstrešju MC-ja. Ustanovljeno je bilo, v bistvu začetna faza prenove podstrešja je za nami, tako da teater v bistvu deluje zdaj že prvo sezono. Imajo tudi prvo uradno premiero, Viktor ali otroci na oblasti. Gre pa za en poseben prostor, saj večina nas pozna MC iz pritličnih delov. Gospod Rami Zderlič, ki vodi MC že mnoga leta, se je pa v bistvu odločil, da bo dal MC-u še eno priložnost in na podstrešju v bistvu omogočil tudi drugim vrstam ustvarjalcev, da lahko delamo. Do tja vodijo zunanje stopnice. Ja, zaenkrat so še požarne stopnice. Tako, notri je pa res tako, deluje podstrešje, pa vendar je prostor za gledalce, je prostor za oder. Ja, v bistvu gre za zelo prostorno podstrešje in to podstrešje je v bistvu dobilo novo vsebino, tako ste povedali, z prostorom, s tribuno za gledalce in z kar velikim odrom za igralce. Viktor ali otroci na oblasti je drama, v kateri se marsikaj dogaja, čisto vsega ne bova izdali, pa vendar mogoče na začetku, kako se je izbrala ekipa? Nekateri ste se med sabo že poznali, ne? Igralce, igralke, nekatere pa se je tudi iskalo preko audicije. Viktor Hrvatin Meglič je režiser te predstave, je v bistvu zasedbo jih iskal v različnih skupinah. Nekaj ljudi je povabil k sodelovanju, ker je pač delal z različnimi skupinami, nekaj iz English Student Theatre, iz druge gimnazije Maribor, nekaj iz kulturnega društva Delavec Lenart, nekaj jih je prišlo čisto na novo, ker so pač eni odpovedali sodelovanje. Nekaj je zbral sodelavcev v bistvu k predstavi takih, ki jih drugače spremljamo v njegovi ekipi na drugačen način. Ne vem, Anita Čanadi je drugače plesalka, koreografka, tukaj pa tudi nastopa v dramski vlogi. Tako da zelo različni ljudje sodelujejo. Z različnih vetrov, z različnih koncev, pa vendar, ko se gleda to dramo, se čuti povezanost. Se čuti velika koncentracija, ki tudi mora biti zaradi same postavitve scene, ne? Tekst, ki je bil izbran, je zelo zahteven. Gre v bistvu za zelo nadrealističen tekst in to besedilo v bistvu zahteva od igralca izjemno koncentracijo, ker ima ogromne količine besedila, in govori v bistvu ravno tisto, kar ne počne. Se pravi, na odru je akcija nepovezana z besedilom. In je to neka taka zelo mogoče tudi na nek način posebnost te drame in hkrati je zelo, zelo resnična. Vse situacije, ki jih simulirajo na odru, so zelo doživete, izrazne, čustveno nabite. V bistvu tudi vaje, ki so potekale kot priprave na premiero, je režiser v bistvu in dramaturginja sta vse skozi govorila o čustvenih stanjih, v katerih se igralci nahajajo, o doživljanju in o tem, da v bistvu
sam fizic na odru ni samo pač kot instrument, ampak je tudi pripoved. In se v bistvu skozi besede, skozi igro, skozi pojavnost, skozi kostum, skozi scenografijo neki novi svet odpira. Morava povedati toliko, da bodo gledalci vedeli, pa vseeno ne izdati vsega. Gre za, lahko bi rekla, najmanj dve družini. Ja, družinsko dramo. Tako, družinsko dramo dveh družin z še ostalimi sodelujočimi in hkrati z dvema otrokoma, ki postavita ogledalo vsem odraslim, ogledalo njihovim lažem, pretvezam, varanju in marsičem drugem. In hkrati na nek način otroka oba prerasteta svoje učitelje, svoje starše. Ja, to je poanta zgodbe. Otroka sta v tem primeru, tako kot ste povedali, ogledalo oziroma delata vse skozi povzetke. To, kar se mama in oče pogovarjata, to, kar se dva očeta pogovarjata, to, kar se pogovarjata družini med sabo, to, kar slišita na skrivaj, to, kar slišita zasebno, to, kar slišita javno. Vse informacije v bistvu povežeta logično, malo nadrealistično, malo na svoj način in v bistvu presekata dogajanje oziroma posežeta v dogajanje na ta način, da ona dva vodita. In hkrati tudi, če mogoče se zdi od začetka, da kakšna mama, da ne bom vsega izdala, kakšna mama ne ve, zakaj gre, se ugotovi, da ve, samo da se mogoče spreneveda. To je način delovanja odraslih. Ne povemo vsega, pometemo po preprogo, ne bomo tega pred otroci, ne bomo tega pred očmi javnosti, vse te stvari. Otroci zelo dobro zaznajo in vidijo. To se tudi v igri pokaže. Drama sama je postavljena v preteklost, ne? Ja, deloma ne, zato ker je tekst vseeno toliko aktualen, da je vedno aktualen, da se mi zdi, da je sicer postavljen neki malo oddaljen čas z scenografijo, z kostumi, ampak je igra toliko sodobna, da se mi zdi, da na nek način ne bi mogli reči, da gre za neko historično dramo ali pa kaj takega, da gre za kar aktualno besedilo. Ravno zaradi odnosov, ne? Ja. In tu nastopi potem tudi vaša vloga. Vloga kostumografke, vloga scenografke, se pravi scena je postavljena na tak način, da se skoraj da na enih mestih dotika gledalcev, hkrati pa jedilnica pa je toliko stran, da ima človek mogoče tisti, ki gleda, občutek, da to je tam nekje, drugje. To je bil koncept v bistvu režiserja, ki hotel je v bistvu prebiti to idejo četrte stene na ta način, da igralca v bistvu vplete v občinstvo. In hkrati obratno, da ga distancira na ta način, da ima gledalec občutek, da je vse skozi ima distanco varnosti, da ni vpleten. In potem v naslednjem dejanju se v bistvu znajdeš v sredini dogajanja kot gledalec, kar je zelo naporno za gledalce, lahko, zato ker tudi se lahko marsikaj zgodi. Hkrati je pa to za igralce zelo napeto, ker nikoli ne veš čisto zares, kako se bo scena odvila, kako bo kdo odreagiral, ali bo kdo vstal, odšel ven, ne vem, karkoli. In to je vedno tako malo dvorezen meč, ali bo to funkcioniralo ali ne. V našem primeru v bistvu že sam vstop v teater simulira to, da se bo nekaj zgodilo na delu občinstva. Ker že takoj noter, ko se pride, se vidi na eni strani steno, tako, ki je del scene. In v bistvu mi že vstopimo, kot gledalci vstopimo v stanovanje družine Pomel in v bistvu smo vse skozi njihovi hiši in smo del hiše, kot duhovi. Kako ste pa to naredili na drugih odrih, na zadnje recimo v Postojni ali pa kjer je postavitev drugačna? Na klasičnem odru to ne funkcionira na ta način. Pač ta četrta stena je postavljena
na rampo in je v bistvu ne moreš prebiti na ta način. Tako da smo se v bistvu v Postojni, se je režiser v bistvu odločil, da bo publiko postavil na oder, tako da je vsa scenografija in publika v tribunah sedi na odru. Tako da se v bistvu spet med publiko dogaja stvari. Zato, da se prav ta občutek te ustesnjenega prostora, tega podstrešja, tega majhnosti in hkrati velikosti ohrani. To ste imeli potem vi sami takšno pomembno nalogo, ko ste zdaj omenjali utesnjenost, da se preko scene, preko tiste mize, preko potem spalnice, ki se pojavi v prostoru, ki je bil prej samo mogoče tak nek medprostor, nenadoma res ugotoviš, da ni samo utesnjen prostor, ampak tudi utesnjeni odnosi. Ja, to je večplastno. Kako ste pa sami izbirali potem kostume? Zdaj, značaji ljudi so različni. Ja, definitivno se kostum vedno nanaša na telo, ki ga nosi. Se pravi, najprej fiziz telesa, hkrati pa tudi vloge, ki jo ta oseba igra. Se pravi, da vseeno malo vsebine se vnese tudi v kostum, hkrati pa ne sme biti preveč pripovedn. Se pravi, da ne sledi preveč nekim indicom besedila, da niso preveč enoznačne stvari. Meni se je tu zdelo pomembno pri tej predstavi to, da so hkrati oblačila na nek način starinska, kot da so potegnjena z neke druge zgodbe, kot da smo jih našli na podstrešju v neki skrinji in da so se v bistvu ljudje te obleke oblekli, ne vedoč, kaj se jim bo zgodilo s temi oblekami. In da imajo v bistvu ta prah je še vedno v teh oblekah. Ta ideja te zaprašenosti, te odtujenosti se mi je zdela recimo zelo primerna. Hkrati so pa ti kostumi narejeni na ta način, da so zelo gibljivi, da se zelo prilagajajo vsebini, da so zelo fleksibilni, da delujejo lahko plesno, lahko delujejo svečano, hkrati pa domače, za v spalnico, na ta način, da niso narejeni, da bi delali bariero, ampak so v bistvu zelo podrejeni vlogi. In to se vidi tudi pri obema otrokoma, se pravi, govorimo o otrocih, pa vendar otroka igra ta odrasli osebi. Mora se pa vseeno videti, da sta otroka. Sicer sta oba mlajša od, generalno, vsaj 10 let mlajša od vseh ostalih, ampak sta oba stara 18. Se pravi, en mislim, da je 19, Katarina je 18. Tam pa sta, če se ne motim, 10-letna. Ja, 9. rojstni dan praznujemo Viktorjo, s tem, da Ester je pa še mlajša kako leto. Tako da ona je 8 let, on je pa 9 let. In ujeli ste to zraven, da se prav vidi, deklica mogoče še deluje na trenutke nedolžno, pa vendar zaradi vseh razmer, v katerih živi, se sproti uči, kako se stvarim streže. In se tudi vidi na njej. Ja, transformirajo se stvari skozi igro. Glavni junak, če lahko temu tako rečemo, otrok tudi še vedno, pa je tisti, ki že od vsega začetka vleče vrvi. Ja, ta Viktor Pomel je sam o sebi reče, da je genijalen otrok. In on to genialnost zelo težko doživlja, ker se on zaveda stvari, ki jih počne. Kljub temu, da govori množico besed, govoriči v bistvu, se vsega zaveda. On se zaveda vse situacije, v kateri živi, on se zaveda časa, v katerem živi, on se zaveda, kako njegova dejanja v bistvu vplivajo na potek njegovega življenja, življenja njegove družine in časa, v katerem se nahaja. In to je že za odrasle zelo boleče spoznanje. Mislim, te stvari ni lahko živeti.
s tem zavedanjem. Jaz lahko rečem ravno to, ker sem gledala predstavo, sedela v prvi vrsti, pa čutila tudi energijo ostalih gledalcev, kar tako malo, bom rekla, prilepljeni smo bili na stolih, sploh zaradi tega, ker se res pojavlja neko ogledalo, ko začneš razmišljati, lej, do kam lahko pripelje. Ne? Ja. In tu se tudi vidi, tu se pripelje v tej predstavi, v tej drami do res tragičnih dogodkov, skrajnih. Ne? Jaz mislim, da je ta drama aktualna predvsem zato, ker se nam vsem kaj iz te drame že zgodilo. In mi vsi se prepoznamo v teh dogodkih, v teh nazivih, v teh ljudeh, v teh situacijah, v teh prostorih in to začnemo slikati nase. In zato to nas v bistvu pusti osuple tudi po predstavi, nas sezujejo stvari, zato ker vidimo, kam bi lahko šle, pa mogoče v nekem trenutku niso, ali pa so malo skrenile. Tu so res skrajne stvari prikazane, ne? Ampak to vživljanje gledalca je mogoče res ta vstopna točka, je res to, ker so to vsakdanje reči. Ne? In ni to nekaj, kar se nam ne bi nikoli moglo zgoditi, ali pa greš domov iz teatra, pa si rečeš, to pa je od mene tako oddaljeno, da ne, to smo vsi doživeli že na nek način, ne? In to nas v bistvu prizemljuje in to nam da misliti. Mislite, da je vse skupaj botrovalo temu, da je recimo na območnem Linhartovem srečanju gledaliških skupin letos priznanje za glavno moško vlogo dobil Janez Ivačič, se pravi za vlogo Viktorja, pa ne nazadnje priznanje za stransko vlogo Katarina Berčič za vlogo Ester. Se pravi, je pripeljalo vse skupaj do tega, da sta se ona dva lahko tako dobro izkazala? To sta otroka, ki sta v bistvu zelo daleč v igri, ne? Zelo dobro razumeta tudi nasvete režiserja, zelo dobro razumeta, kaj je njuna naloga na odru. In zelo dobro sledita temu, kaj je njuna vloga. In skozi to, jaz mislim, da sta oba izjemno dobro upravila svoje, tudi priprave na vlogo, na kak način sta se odrezala v igri, v igranju, v petju, v muziciranju, vseh teh stvarih. To ni enostavno. To za odraslega človeka, ki ima že kupico izkušenj, recimo amaterskega igralca, je to zelo velik zalogaj. To so pa zelo mladi ljudje, zelo sveži, ne? In imata oba res izjemne sposobnosti. Lahko tudi rečemo, ker sva v oddaji Kulturni izziv, da sta te svoje izzive zelo dobro sprejela in jih obdelala. Zagotovo. In hkrati seveda tudi ostali, ker ne nazadnje nagrajena je bila tudi predstava v celoti kot najboljša. Na državnem srečanju. Na državnem srečanju. In tam je tudi zopet Janez Ivačič dobil nagrado. Vlogo, Pa še eno imate z festivala, nagrada za igralski kolektiv. Ja, ker nič nastane na odru od enega, ampak je vedno kolektivna zadeva. Zato ste ne nazadnje tudi vi tukaj, ne? Celi kolektiv ste, niso samo tisti, ki so na odru, ne? So tudi tisti, ki ste na videz nevidni, bomo rekli, zato ker pač niste dejansko na odru, ampak se vidi vaše delo, ne? Pri odru vedno velja, da je toliko, koliko jih je na odru, toliko jih je za odrom. Meni je veselje, da ne rabim stati na odru. Vsak ima svoje poslanstvo. In mi je ta vloga v bistvu v zaodrju čisto ustrezna, oziroma se mi zdi, da tam lahko dosti več doprinesem. Zdaj pa povejte, vso to sceno, ki jo imate v teatru Magdalena, se pravi v mansardi na podstrešju, ste vse to odnesli recimo v Postojno ali pa kam drugam, ne?
seveda. Ja, z vse tistimi stenami, pohištvom. Pohištvo se seli, tudi okvir, ta velik se seli, postelja se seli, vse se seli, razen ta velika stena, ki je ta hodnik stena ostane v teatru. Ampak se potem simulirajo pač na drugačen način te stene. In vključno seveda s to klopjo, ki je čisto spredaj pri gledalcih, ko smo bili, kot da smo zraven v parku oziroma pred hišo skupaj z njimi, in ne nazadnje spremljali ljubezenski prizor. Tako, kot da se gleda svojega soseda. Ljudje smo voažeri, kakorkoli. Nasmikajo sosedje, nasmikajo osvetljena okna. Ta pokuk v tuje življenje je draž kakorkoli in ta scenografija ravno to omogoča. In se mi zdi, da je režiser ravno zelo premišljeno podal prizore, ki so zelo intimni v ospredje in tisti, ki so javni v ozadje. Se pravi, tisto, kar bi lahko videli kjerkoli, ali pa tisto, kar bi bilo javno dostopno, je od nas kar oddaljeno. Tisto, kar je pa zelo intimno, je pa zelo blizu gledalcev. Se ravno to je to, Viktor, ki je genijalen, ki je tako pameten, da prevlada vse, se tam v tistem prizoru izkaže vseeno kot otrok, ki čisto vsega vendarle ne ve in ima tudi kakšno radovednost, vprašanje, tako preizkušanje še kakega področja, ki ga do zdaj ni spoznal, in to pri odrasli osebi, ki je v tem primeru gospa, ki ni del družine, in je to verjetno lažje potem, tako kot v življenju. Zagotovo kakšne mame ne moč kakih intimnih stvari vprašati, ali pa zelo redko. Kako ste vi sami dojemali recimo nastajanje te predstave? Ste bili tudi zraven pri vajah? Deloma pa ne, ker pri meni je problem to, da imam sočasno vedno več projektov in se pač trudim čim bolj racionalno izkoristiti čas. Dejstvo je, da neke stvari moraš videti v živo, da jih lahko vključiš v vizualno podobo. Jaz sicer z Viktorjem sodelujem že zelo dolgo, tako da jaz tudi približno vem, ko imava midva sestanek, v katero smer bo zapeljal stvari. Zelo pogosto imava podobne scenografske indice, podobne stvari naju pritegnejo, tako da jaz približno vem že, ko on meni začne razlagati, kaj bi, približno vem, kaj si predstavlja. Sta že uigran tim na nek način, ne? Zato imamo mogoče iz tega razloga malo manj sestankov, pa jaz sem mogoče malo manj potrebna na vajah. So pa pol vedno usklajevanja še z šiviljami, z večanjem, ožanjem, krajšanjem, spremeni klobuk, ne vem, tu poišči rokavice, tu rabim torbico, tu rabim to. To se dostikrat še sproti ugotavlja takrat, ko je že nekaj začrtano. Ko je že v nastajanju, stvar se ugotovi, ne vem, da rabi en ženski lik torbico, ker mora prinesti zvočnik na oder. Tako, to so take skrivnosti potem, mimo grede. Zdaj nazadnje pride do razbijanja tukaj tudi posode, konec koncev. Kako je zdaj s tem, jo imate na zalogi? Kupujemo, pa iščemo vedno sproti. Kako bi vi sami ocenili to celo ekipo? Pa ne nazadnje, kot ste sami rekli, sodelujete pri več projektih, veliko teh je zaposlenih ali sodeluje v nekih projektih drugih, ali so ne nazadnje še šolarji, dijaki. Pomeni, da je tudi tu treba en takšen izziv sprejeti, da veš, kdaj so vaje, kdaj so predstave, kdaj lahko odmisliš eno stvar. Meni osebno se zdi recimo ustvarjanje z amaterji na nek način zelo privlačno, zato ker so to ljudje, ki do 3. ure delajo popolnoma nekaj drugega, potem pa pridajo na vaje ali pa pridajo na predstavo in so čisto nekaj drugega.
In ta obrat v njihovih glavah se zgodi takoj, ko stopijo v gledališče. To pa verjetno pripomore veliko sestankov, veliko vaj, veliko tega uživljanja v vlogo. Ne? Ja, to zagotovo. Hkrati pa mi zdi, da Viktor dela po principu, da vedno iz sebe črpaš. Ne? Se pravi, da to že je nekje v tebi in zdaj treba to samo najti. Poklicati, priklicati, uživeti se na ta način, da tudi nekdo drug to prepozna. Brskati po sebi, ne? Ja, tako, ne? Ja. To je zelo boleča zadeva, tudi kadar gre za težke teme, težke stvari. Kar pa nedvomno v tej predstavi, v tej drami gre. Ne? Ja. Ne? In zato tudi ni namenjena otrokom, ampak odrasli publiki. Ja. Je tudi verjetno zato lažje, da sta 18-letnika odigrala vlogo 9-letnika oziroma še mlajše, ker morata že neke stvari razumeti. Ne? Ja. Ne? Ja, zagotovo to niso vloge za otroke. Kljub temu, da otroka igrata, se vmes tudi ta general, ki pride na obisk, reče, no, ko rastemo 180, si že velik, centimetrov si visok, a tudi po pameti smo že kaj zrastli. Se pravi, noben otrok ni pri 9 letih visok 180 centimetrov. Ampak se je bilo treba malo prilagoditi. Ja, ampak v bistvu je ta skrivnostnost otroka, so te čiste duše, neomadeževane duše, tu ravno ta pomemben segment, ki sta ta dva otroka v bistvu zelo neobremenjena z družbo, na nek način zelo preprosta, hkrati sta pa spužvice, gobice, jemljeta. Tako kot so otroci, tudi v tem sodobnem času, vse ravno to je tisto. Če sta že ona dva na odru ogledala vsem odraslim, pa sta tudi ona dva tisto, kar predstavljajo zdaj sodobnega otroka. Zagotovo. Če pogledamo situacije v šoli, situacije za starši v šolah, vzgojenost, nevzgojenost mladine, sicer je to vedno ta prepad med generacijami, kar je normalno in mora biti. Zagotovo so neke stvari zelo jasno pokazane, in jaz mislim, da to besedilo, ta drama ni stvar ne 18. stoletja, ne 20. stoletja, ne 21. Brezčasna. Ja, to je v bistvu. Izteka se nam najin pogovor, pa vseeno takole za zaključek še, kljub temu, da sva povedali, da so težke teme, se jo splača pogledati dramo. Ja, vabim. Je kar izzivno, mislim, je zelo gledljiva. In traja 2 uri brez prestanka, brez odmora. Ja, brez pauze, Ampak do zdaj noben je rekel, da se bi mu kaj vleklo, ali pa da bi bilo kaj dolgočasno, ker je vseeno toliko različnih zapletov, odpletov, skrivnosti, sprememb v prizoriščih, sprememb v kostumih, sprememb v maskah, tako da je... Se dogaja od prvega do zadnjega hipa. Evo, najlepša hvala, da ste bili moja gostja in seveda, da ste predstavili ne samo teater, tudi predstavo in svoje delo. Hvala lepa, za povabilo. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vi pa ostanite z nami na BKTV, kajti nadaljujemo s programom in seveda nasvidenje tudi do naslednje oddaje Kulturni izziv.